In kakšne bodo po vaših predvidevanjih posledice, ki jih bo požar pustil dolgoročno tudi na vodovju? Največjo skrb predstavljajo vode v tem kraškem svetu. Po dosedanjih objavah pregledov trave oziroma pašnih površin ne daje nobene garancije, da je zdaj resnično vse v redu. Dvomimo, da so bili vzorci jemanja teh travin in pa paše za živino, ki se paše, vzeti v redu, da bi nas potešili. Nasprotno, kar prepričani smo, da so nevarne snovi, ki so nastale po požaru, poniknile v zemljo in oblak, ta strupeni oblak iz fragmata je prepotoval od svojega izvora, od požara, preko izvira Cerkniščice, v bistvu cel obsežno vodovje tega potoka z vsemi pritoki do Iške in Zale. In vsi ti potoki so rezervoarji v bistvu talne vode, ki služi za vodovode. Cerkniščica za Cerknico in vse ostale vasi, ki spadajo zraven. Da pri tem absolutno ne pozabimo Cerkniškega jezera, s svojimi izlivi v Ljubljanico in naprej vse do Črnega morja. In če govorimo o fotovoltaiki in njenih strupenih snovi, ki jih vsebuje, da jih naštejem samo enih par, svinec, kadmij, silicij, bakrov, indijev diselit, še vem sam ne, kaj to je, prvič berem zadeve iz medijev, in pa aluminij zbujajo zelo veliko skrb. In mislim, da se bo mogel nekdo v to zelo poglobiti. Ta zgodba pa se bo pravzaprav ponovila še enkrat, in sicer takrat, ko bodo sanirali pogorišče proizvodnega obrata. Verjetno tudi takrat okolje ne bo povsem neprizadeto. Perfektno vprašanje. Pogorišče zdaj sameva in pričakujemo, da bo to odstranjeno čim prej, kar pa vzbuja spet nove skrbi. Odstranjevanje konstrukcij, oblog iz aluminija, vsi odpadki, ki smo jih dobili na svoja dvorišča, so v ogromnih količinah ostali na pogorišču. Premetavanje vseh teh materialov bo povzročilo skupaj z vetrom in soncem spet določene ukrepe, in če ti ne bojo izpolnjeni, potem imamo novo osnaževanje. V okolici so trgovine, druge tovarne, velik promet dnevno kupcev in delavcev na tem področju, ki bodo udeleženi pri tem. Tako da mislim, da bo treba narediti zelo dobre načrte, kako to sprovesti, da ne bo prišlo do novih ogrožanj. Seveda se pa vračam čisto na začetek. Mi nismo prepričani, mi nimamo dokazov, kaj vse skupaj to predstavlja. Zato se vračam na svojo prvo točko. Da se objavi, kaj je bilo udeleženo v tem požaru, vsi materiali, vključno tisti, ki so bili na vhodnih skladiščih surovin, za katere noben ne govori ničesar, če je resnično to bilo poskrbljeno tako, kot mora poskrbljeno biti, da se bo uredilo, saniralo obstoječe stanje, da se stvari še ne poslabšajo.